Pozdravljeni, moje ime je Uroš Lipušček. V svoji novinarski karieri sem bil vrsto let dopisnik iz Združenih držav Amerike, zadnjih 8 let pa dopisnik RTV-ja iz Pekinga oziroma z Kitajske. Tema današnje oddaje bo Kitajska skozi čas, njena civilizacija, med drugim pa tudi to, kako se vrača na mesto, ki ga je imela v preteklih stoletjih. To bo tema današnjega pogovora, na katerem sodeluje profesor dr. Mitja Saje, eden najbolj znanih slovenskih sinologov. Vi ste avtor številnih analiz in knjig. Povejte mi, Kitajska se danes vrača na mesto, kjer je bila več stoletij oziroma tisočletij, vendar Zahod ni pripravljen na to, da bi jo sprejel. No, dejansko je res več kot 1000 let. To, ko je recimo v 7. stoletju Kitajska doživela izjemen tehnološki, kulturni in tudi gospodarski napredek in s tem nedvomno zasedla, kot bi rekel, najvišji položaj vodilne sile v svetu po vseh teh aspektih. Ta položaj je celo povečevala naskok, recimo tehnološki, znanstveni naskok pred zahodnim svetom, je povečevala vse do konca 13. stoletja in takrat je bil ravno ta njena prednost najvišja. Kitajska je bila takrat praktično na pragu moderne družbe. Življenje se je razvijalo podobno kot recimo v urbaniziranih področjih. To je bila v razvitem delu Kitajske, še posebej so imeli več kot 30% urbaniziranega prebivalstva in mrežo mest več, ki so bila nad 100 000 glavna mesta, pa nad milijon. In vmes je bila mreža manjših, vse do tržnih naselij se bilo recimo na vsakih 10 kilometrov. To je bila praktično kulminacija njihove tradicionalne družbe. Potem pride približno slabo stoletje mongolske okupacije, ki je po eni strani nekoliko zavrlo ta napredek in Kitajsko malo potisnilo ob stran, po drugi strani so pa Mongoli odprli številne prometne poti in povezave, tako da je bil takrat tudi močen pretok znanj in kulturnih vrednot prek evrazijskega kontinenta. Ampak to je največ od tega je bila deležna Evropa, kajti Kitajska je imela toliko tehničnih znanj in prednosti, ki so takrat prehajale potem v Evropo. Preko svilnate poti. Preko svilnate poti, tako ne samo te najbolj markantne kot tisk, smodnik, papir, ampak tudi številna druga, za katera niti ne, recimo Kitajska je uporabljala premog za koksiranje že 1000 let prej. To znanje je sicer prišlo takrat v Evropo, ampak ga niso znali uporabiti. Potem po mongolski okupaciji pa pride do enega reverzibilnega procesa, namreč Kitajska se začne zapirati v svoje meje. Pa zakaj se začne zapirati? Eno je ideja, konzervativne ideje, ki so izhajale iz konfucijanske ideologije, ki so jo nekje v koncu tega tradicionalnega obdobja v 13. stoletju formirali do končne oblike, ki je bila skoraj popolna. In če imaš nekaj popolnega, se to ne omogoča več razvoja. Tako da so se vračali na stare vrednote in jasno, zdaj ni bilo več dovoljeno spreminjati in je to posredno zavrlo tudi tehnološki napredek. Ampak ta naskok, ki ga je imela od takrat, nekje je vzdržal vse do 18. stoletja, da je bila še v 18. stoletju, kot bi rekel, pod modernih kriterijih družbenega proizvoda na prebivalca bi bila najbogatejša država na svetu, recimo življenjski standard na Kitajske bi bil takrat še zmeraj višji kot kjerkoli drugje na svetu
In še en tak podatek, v kitajščini je bilo natisnjenih več knjig kot v vseh ostalih jezikih skupaj. No, Ampak v 18. stoletju je že prišlo do tega, da je v nekaterih znanostih Evropa začela dohitevati in prehitevati Kitajsko, tako da je ta njen naskok počasi začel usihati. In ravno v tem zanimivem obdobju, kot nosilc teh idej, ki so bile že naprednejše v Evropi, pride naš rojak, jezuit Augustin Hallerstein na Kitajsko. Ob njem pa bi rad omenil še pri nas mogoče malo manj znanega kolega, ki je veljal za njegovega pomočnika med približno 30 člansko jezuitsko kolonijo v Pekingu, sta bila ona dva vodilna in Hallerstein ima izjemne zasluge za prenose znanosti na področju matematike, astronomije, kjer je popravljal izračune, ki so bili po zastarelih metodah narejeni. Največji dosežek in najbolj viden pa je ta največji inštrument na starem pekinškem observatoriju. Po drugi strani pa Italijan Giuseppe Castiglione, ki je bil že dober slikar, prinese na Kitajsko slikarstvo, evropsko slikarstvo in kot dvorni slikar ima izjemno visok položaj, tako da vpliva na kitajsko slikarstvo, prinesel je perspektivo in delal za dvorna naročila, ker pa je bilo to ogromen opus, je sodeloval s Kitajci. In zanimivo so te njegove slike, ki so praktično hibridne, kajti osrednje figure so narejene v evropskem stilu, ozadja so pa naslikali kitajski slikarji po njihovih vzorcih. No, eden od kitajskih cesarjev je poslal brodovje, skoraj 1000 ladij ali nekaj takega, v svet, in ko se je to brodovje vrnilo nazaj, so rekli cesarju, ko jih je vprašal, kaj ste odkrili, so rekli, nič nismo odkrili zunaj, tam so sami barbari, in potem so, kot sem bral neke zgodovinarje kitajske, tisto ladjevje uničili in so se Kitajci zaprli za več stoletij do obdobja gospodarske revolucije v Evropi. To je zanimiva epizoda dejansko, ko se je Kitajska že začela zapirati v začetku dinastije Ming, ampak je cesar kot svoj osebni projekt, zato ker je s silo prevzel položaj, to se pravi, on ni bil povsem legitimen naslednik, on je poskušal to svojo upravičenost in legitimnost poudariti s tem, da je delal megalomanske projekte, po drugi strani pa hotel oznaniti vsemu svetu, da je on zdaj novi vladar Kitajske in hkrati tudi sveta, ker Kitajska se je zmela za silo, ki je superiorna ostalim. To je nekaj taza, kot danes Američani Kitajce obtožujejo, da poskušajo ustvariti svet po svoji podobi. Kitajska je od nekdaj bila zaverovana vase kot najbolj razvita in kulturna država in sprejemala tuje sosednje države v ta svoj sistem, in tukaj je bila zamenjava. Kitajci so jim dajali svoje dosežke in kulturo v zameno za politično priznanje njihove vodilne vloge. Ampak ta mentaliteta se je predolgo ohranila in je jasno na koncu postala ovira. No, ampak zanimivo je še nekaj, da recimo, da za časa Mao Tse-tunga niso kaj preveč raziskovali svoje nacionalne zgodovine, cesarstev in tako naprej. Celo Konfucija so imeli za buržoaznega misleca in so zavračali njegove nauke, ampak zdaj je pa prišel popoln obrat in predsednik oziroma generalni sekretar Kitajske komunistične partije Xi Jinping je na zadnjem kongresu, če se prav spomnim, 8-krat citiral Konfucija, pa niti enkrat Mao Tse-tunga. Zakaj Kitajci grejo zdaj v svoje tiste največje civilizacijske dosežke, ki so stari več tisoč let? To je zanimivo vprašanje, namreč to vse izhaja dejansko iz konfucijanske filozofije, pa mogoče ne toliko iz samega Konfucija, ampak bolj iz njegovih razlagalcev, ki so
počasi oblikovali tisto togo miselnost in državno ideologijo. In ker je to v bistvu konzervativna miselnost, to se pravi, ki se naslanja na stare vzore, je potrebno za vsake sedanje dogodke in dogajanja najti presedans v zgodovini. In glede na to, kako bogato vsebino imajo, lahko za vsako situacijo nekaj najdejo. To se pravi, tudi v času Mao Tse-tunga so oni pobrskali po citatih, ki jih mogoče že stoletja nihče uporabljal in so postali, ki bi rekel, glavni motivi, ki so jih ponavljali v vseh propagandnih člankih. Zanimivo je še eno vprašanje, po mojem mnenju, koliko je ta Konfucijevo učenje prisotno v današnji kitajski politiki. Recimo, predsednik vlade Li Keqiang je nekajkrat že poudaril, mi nimamo v svojih genih agresivnosti, superiornosti. Mi sledimo nauku Konfucija, to je pa, da se vse dogovori, da je vse čim bolj skladno. In to oni tudi danes ponavljajo, tudi v dialogu. Koliko je tega prisotno? Ja, harmoničnost je bila ena od osnovnih vrednot. In zdaj, če pač temu političnemu vodstvu odgovarja, da se veže na to vrsto izročila, potem jim pride prav. Dejansko so bila pa vmes tudi obdobja, ko je bila Kitajska v ekspanziji, ampak to je bilo predvsem v bolj zgodnejših dinastijah, recimo dinastija Han, ki je sovpadala z rimskim cesarstvom, je bila zelo ekspanzivna, razširila je svoj vpliv na centralno Azijo in svojo vojsko prišla celo do Kaspijskega morja, kar je bila skrajna meja. Ampak ni pa imela globalnih ambicij, tako kot imajo recimo danes Američani ali po času kolonializma, recimo zahodnoevropske države. Ambicije so bile globalne znotraj njihovega kulturnega sveta. Oni so pojmovali svet kot kulturni svet, v katerem so oni na najvišji poziciji in s tem so se smatrali za nekje vladarje tega dela, tako definiranega sveta. Ne. Ja, v 19. stoletju se Zahodna Evropa sooči z industrijsko revolucijo, z grozovitim razvojem znanosti, tehnologije in tako naprej. Kitajska takrat zaostane, v Evropi se pojavi kolonializem, evropske države hočejo dobiti poceni delovno silo, surovine in tako naprej. Kolonizirajo Afriko, Latinsko Ameriko in seveda tudi Kitajsko in pride do tako imenovanega stoletja ponižanja. Kako se je lahko zgodilo, da je Kitajska kot država, kot civilizacija, ki je bila nekaj tisočletij najbolj razvita država na svetu, takrat tako zaostala? Zdaj, to je delno spet povezano z to tradicionalno miselnostjo, in s tem tradicionalnim sistemom, ki je bil tako zakoreninjen, da tudi ko se je kazalo, da po vseh šivih ta sistem že poka in ne gre v korak s časom, so oni še zmeraj verovali v njega in bili prepričani, da je njihov sistem svetovne ureditve najboljši in zaradi tega so izjemno počasi sprejemali stvari, ki so bile očitno potrebne. Zakaj so pa Japonci hitreje sprejeli Zahod? Ja, tukaj je razlika v tem, da eno je tudi Kitajska je bistveno večja, je kontinentalna država, Japonska je majhna. Po kibernetski logiki si je manjši sistem bolj prilagodljiv in se lahko hitro spreminja. Drugo je pa način, kako je bila zamenjava ali pa reforme izvedene na Japonskem, kjer je prišlo dejansko do upora mladih samurajev, ki so se uprli tradicionalni vladi šoguna, ki je, hočeš nočeš,
mogla začeti popuščati pred pritiskom Amerike, ki je zahtevala odpiranje Japonske. Mladi samuraji so se uprli v duhu tega, da je treba Japonsko obvarovati in so prevzeli oblast. Uspešno so izvedli državni udar. No, na Kitajskem se pa to ni zgodilo. Ampak Japonska je bila mogoče še celo bolj slojevita družba in po svojem statusu niso imeli nobene možnosti vzpostaviti vlade. Zato so izvedli salto mortale in so rekli, mi se borimo za ponovno vrnitev cesarske oblasti. In so postavili cesarja na vrh piramide, kjer je bil prej odrinjen, ker je bil stalno lutka raznih drugih visokih vojaških poveljnikov. Formalno dobi najvišjo pozicijo, ko pa formirajo moderno vlado in je poskušal ta prvi dekret izdati cesar, so mu takoj povedali, da bo samo podpisoval. Tako da, in ko so oni vzpostavili svojo oblast, so videli, da dejansko ne morejo na star način tekmovati z Zahodom in so videli, da je edina rešitev, da se čim prej modernizirajo in so poslali ekipe strokovnjakov od Amerike, Evrope, Rusije, in iz vsake države prevzemali tisto, kar se jim je zdelo najbolj uspešno. Šolski in vojaški sistem iz Nemčije, bančništvo iz anglosaksonskih držav. Ja, to se pa na Kitajske je bila pa preveč tradicionalna, prevelika, samo svoja in podvržena tradiciji in se to ni zgodilo in zato je padla kot plen v roke zahodnih držav. Recimo že Napoleon je rekel, to je znan njegov stavek, ko bo ostala Kitajska, se bo stresel svet. Ampak ne glede na to, njegovo preroško misel, so približno v času industrijske revolucije in ko je bil imperializem oziroma kolonializem evropski na višku, so se evropske države odločile podjarmiti Kitajsko oziroma je razdeliti na številne interesne sfere oziroma usiliti sistem tako imenovane kapitulacije. Kitajska po obdobju kolonializma, ko so jo začeli deliti, nekaj časa praktično ni obstojala kot suverena država. Kako se je lahko to zgodilo? To je ravno zaradi te izjemne inertnosti sistema. To se pravi, Kitajska je v 19. stoletju, potem od sredine naprej, išla iz ene krize v naslednjo, vsaka je bila hujša. Najprej se je pojavila socialna kriza zaradi izjemne demografske rasti, ki jo star sistem ni več prenesel in pojavile so se silne socialne krize. Potem je bil pritisk Zahoda z opiskami vojnami, ki so začele načenjati tudi teritorije, prve je že morala odstopati in druge koncesije dajati. In potem je šlo iz ene krize v drugo. Ker je bila inertnost sistema prevelika in se niso bili sposobni hitreje reformirati, se je situacija celo stoletje praktično slabšala. Tako da je to neprilagodljivost je podaljševalo agonijo sistema. In oni so pristali na konc, kot bi rekel, na tistem svetovnem dnu, ko je bila dežela praktično razkosana na vplivne sfere med glavnimi državami, ko so si zagotovile punkte na obali in dobile koncesije, da so bila praktično pristanišča izven kitajskih zakonov, eksteritorialne cone, tako rekoč. Naslednja faza je, da so ponujale kredite za gradnje železnic in potem ob železnici je bila pač interesna cona tiste države, ki jo je zgradila. Na koncu so prišli tako daleč, da je, lahko govorimo, da je bila Kitajska v polkolonialnem statusu. No in tukaj je glavno vlogo je imela tukaj Velika Britanija oziroma Anglija, potem ko so Angleži obvladali Indijo,
so posem šli v Afganistan, tam so bili poraženi, so se odločili predvsem zaradi tržišča iti tudi na Kitajsko, so ponujali svoje proizvode, za katere kitajsko tržišče takrat še ni bilo sposobno, da bi jih amortiziralo, in so posegli po najbolj nemoralnem sredstvu, da so začeli prodajati opij. In sicer opij so v kitajski tradicionalni medicini več tisoč let uporabljali, ampak tukaj so ga sedaj pa dali za konzumiranje, in seveda kitajski cesar se je temu uprl in prišlo je do ene in druge opijske vojne, ki jih je Kitajska zgubila, ker je imela ona lesene barkače, oni so pa imeli že moderne, za tisti čas parne vojaške ladje na parni pogon in tako naprej, in so zgubili, in takrat je Kitajska postala absoluten plen. In tukaj je Velika Britanija odigrala eno najbolj, bom rekel, sramotnih vlog, ki jih še danes noče priznati. Drugič so jih celo vzeli v tem režimu kapitulacije in delitve Kitajske na interesne sfere, so ji vzeli ta južni del, spodnji del, tam, kjer je Hongkong strateški del, so si Hongkong prilastili za, ne vem, 99 let, in to, kar se je takrat dogajalo na Kitajskem, ima reperkusije še dan danes. Vsi te nemiri, ki so bili v Hongkongu, to ima korenine v bistvu v tem britanski kolonialni prisotnosti na tem področju. Tudi to, eno je demokracija, to je sigurno res. Druga stvar je pa, da se poskuša Kitajsko preko Hongkonga in vsega tega, kar se je dogajalo, slabiti. Mislim, da je to ena taka aktualna dimenzija nekih zgodovinske reminiscence, ki se je dogajala na tem področju v 19. stoletju. Se smo bili Slovenci, bom rekel, takrat tudi v neki podobni situaciji, da smo bili razdeljeni na različne koronovine, različne države. Praktično smo bili nezgodovinski narod po Heglu. Jaz bi dodal tukaj samo to, da dejansko Britanija je postala svetovna trgovska in pač tudi pomorska sila, in njena trgovina s Kitajsko je presegla kot vse ostale druge države skupaj, to se pravi nad 50%. In pač ta interes je bil zelo močen, v Kitajski je bila pa še zmeraj ta zaverovanost, da so samozadostna država. To se pravi, mi trgovine ne potrebujemo. To je iz tiste ideje zaprtosti, imamo vse, zdaj nekaj bomo trgovali, to je naša dobra volja. In potem se je izkazalo, da so Angleži začeli ogromne količine čaja, predvsem čaja uvažati, dobro, tudi porcelan in vse te druge stvari, ampak problem je bil neuravnoteženost bilance, ker je bilo te trgovine, ki bi jo lahko pokrili z angleškim blagom manj kot 10%. Ja, Kitajci so zahtevali srebrni denar, ki ga Britanci niso imeli, za valuto. Tako. Problem je bil, ker pač niso našli, s čim bi kompenzirali to, in potem so prišli na to nemoralno idejo, pač, da so rekli, če je Kitajska v socialni krizi, potem bo eno od mamil padlo na plodna tla, in dejansko, ko so začeli dovažati opij, je kmalu uravnotežil bilanco in jo potem celo v njihovo korist začel. Če so rekli, opij je medij sreče za Kitajce, mislim, to gledalec so šli. No, mislim, da bi mogoče nadaljeval, da smo bili mi pa Kitajci v določenih zgodovinskih trenutkih nekako, bom rekel, nepovezani, v neki enaki zgodovinski situaciji, in zanimivo je, ko je prišlo po opijskih vojnah, ko je bila Kitajska pač razdeljena in podjarbljena, razdeljena na različne interesne področja, je prišlo do boksarske vstaje leta 1900 na Kitajskem, in takrat je zanimivo, takrat se, kot sem jaz proučeval, prvič pojavil v slovenskem tisku, takratnem, večje zanimanje za Kitajsko. Do takrat smo mi s Kitajsko imeli zelo slabe stike, edino, kar je bilo, smo bili prisotni preko raznih misionarjev. To je bilo, ampak prvič eno veliko zanimanje
Tiska se pa pojavi ob boksarski vstaji leta 1900, junija, ko je prišlo tam do pokola tistih misionarjev in diplomatov, in takrat je zanimivo, da je slovenski tisk, takrat, to so bili 3 vodilni časopisi, takrat v Sloveniji, to je bil Slovenec, ki je bil konzervativen, ki je zastopal uradno politiko Avstro-Ogrske, bolj ali manj, imel podporo katoliških krogov in cerkve, potem je bil Slovenski narod iz Maribora, ki je bil liberalne usmeritve, in Edinost iz časopis Edinost, tednik Edinost iz Trsta, ki je bil tudi liberalen, in zanimivo je, da so se mnenja kresala. Slovenec je podprl intervencijo, treba je povedati, da je v tej intervenciji 8 držav na Kitajsko je sodelovala tudi Avstro-Ogrska, sicer je bila bolj simbolično prisotna, poslala je 300 soldatov in 4 ladje. Po celo operacijo je povodil admiral, ki je bil rojen v Tolminu, ki je bil na pol slovenskega rodu. No, ampak dejstvo je bilo, da seveda takrat smo bili mi v nekem razmerju, mi smo bili del Avstro-Ogrske in Slovenec je kot uradno glasilo branil avstro-ogrsko politiko, medtem ko slovenski narod je bil absolutno proti in je rekel, mi nimamo nobenih posebnih ekonomskih interesov na Kitajskem, zakaj bi se mi borili za to, da bi se profiti britanskih pa ameriških trgovcev z 100% povečali, in je rekel Kitajcem. Edinost je pa recimo bila šla še korak naprej, pa rekla ne samo na to, da bi morali tako imenovano Monroejevo doktrino, z Monroejevo doktrino so namreč Združene države Amerike v 19. stoletju razglasile Južno Ameriko za svoje interesno področje, so rekli, to naj stori tudi Kitajska in vrže evropske države ven iz svojega ozemlja, so rekli, ampak ne samo to, kakšna bi bila reakcija naših ljudi, če bi kitajski budistični menihi prišli v Slovenijo, začeli pridigati, da je budizem najboljša religija in bi rekli, da je vaš katolicizem, ni pa vse skupaj nič, in bi začeli to zanemarjati, kaj bi mi naredili, vrgli bi jih ven. To pomeni, z isto pravico danes Kitajci mečejo ven tuje misionarje, ker so prinesli neko religijo, ki nima zasnove v kitajski podstati. To pomeni, slovenski tisk je takrat se ne samo razdelil, ampak en del tiska se je postavil za pravico kitajske, bom rekel, to, kar se kasneje pokazal tudi na Pariški mirovni konferenci leta 1919, za pravico do samoodločbe. Ampak dejstvo pa je, da je Kitajska na Pariški mirovni konferenci odnesla zelo slabo. Isto kot Slovenija, tukaj smo bili v isti situaciji. Zato, ker je ameriški predsednik Woodrow Wilson sklepal kompromise, je Šantong, ki je bila prej nemška kolonija, ki so je Nemci podredili, dal Japonski, zato da je dobil na svojo stran Japonsko za svoj projekt Društva narodov. To pomeni, je absolutno se podredil novim imperialističnim interesom Japonske, in to, da je Šantung bil dodeljen takrat Japonski, je bil tudi eden od vzrokov za ustanovitev Kitajske komunistične partije, ki bo zdaj letos polet bo praznovanje 100. obletnice. Takrat se je tudi Mao Tse-tung prvič v politiko zelo, kot mlad študent, zelo jasno vključil. No, po drugi strani smo pa tudi Slovenci takrat doživeli podobno usodo, tudi nas so razdelili. V Avstro-Ogrski smo sicer živeli v 5 ali 6 kronovinah, potem so nas pa razdelili na različne države. To pomeni, mi in Kitajci smo takrat imeli v bistvu podobno usodo, ampak dejstvo pa je, da smo mi Kitajsko še v trenutku,
ko nismo bili neodvisni, ko smo šele stopali na poti enega samozavedanja pa političnega naroda, podprli pravico Kitajske do svojega lastnega razvoja. Jaz mislim, da je to eno pozabljeno dejstvo in moram reči, ko sem proučeval zgodovino Pariške mirovne konference, sem naletel tudi na podatek, da so se slovenski diplomati, Vošnjak, Bogoljub Vošnjak, se je srečal z voditeljem kitajske delegacije na Pariški mirovni konferenci, ki je lobiral za to, da bi seveda velike sile priznale Kitajsko in kot enakopravno državo, čeprav jo seveda niso priznali. To pomeni, je celo takrat obstajal že nek prvi kontakt med Slovenci in Kitajci, čeprav je Kitajska velika država, mi pa zelo majhna, so obstajali neki skupni interesi. In treba je povedati, da so kitajski diplomati takrat poskušali priti v stik z Woodrovom Wilsonom, to je bil pač vodilni državnik takrat, in so imeli manj uspeha kot mi, naši delegati, so se kot predstavniki male, nepriznane Slovenije, predstavniki nekega poheglo nezgodovinskega naroda, so se trikrat sestali z predsednikom Woodrowom Wilsonom. Seveda rezultati niso bili nič kaj obetavni, ampak saj dejstvo to je bilo, to pomeni, da Kitajska kljub vsej svoji veličini, možnosti in potencialu, je pa takrat postala žrtev. Žrtev smo postali tudi mi. Tako, to je tudi res zato, ker takrat, ko je prišlo do te boksarske ustaje, leta 1900, po teh dogodkih je Kitajska nekje pristala na najnižji točki, ni imela politične moči, še manj pa vojaške moči, s katero bi lahko katero od teh zahtev uveljavila. In to je potem tudi v bistvu iz česar izhaja ta kasnejša ideja, da je doživela 100 let ponižanja. In to je še hujše za državo, ki je stoletja prej bila zaverovana vase kot vodilna v svetu, da je pristala na najnižji točki, ko je praktično igrača v igricah velikih sil. Praktično je bilo polkolonialno razkosala in do dejanske popolne kolonialne razdelitve ni prišlo zaradi tega, ker Kitajska ni bila dosti močna, da bi temu nasprotovala, ampak bolj zaradi tega, ker so se velike sile bale, kako bi si jo razdelile in da zaradi tega ne bi nastala med njimi nova svetovna vojna. A se ne ponavlja neka podobna situacija sedaj? 100 let kasneje, oziroma celo več, danes smo priče temu, da je Kitajska postala druga, bom rekel, gospodarska finančna sila na svetu s potencialom, da čez nekaj let postane v roku 10-15 let celo prva vodilna svetovna gospodarska, politična, mogoče pa celo tudi vojaška sila. In prišlo je do tega, da zahodne države, da Združene države Amerike, ki so bile glavna vodilna sila, vodilni hegemon tega gospodarsko-političnega ustroja Zahoda po drugi svetovni vojni, niso pripravljene sprejeti Kitajske kot enakopravne sile. In mislim, da to lahko vodi vse to, kar se danes dogaja, te trgovinske vojne in tako naprej, to je seveda samo posledica dejstva, da Združene države Amerike, kot je rekel predsednik Biden, under my watch, to pomeni za časom moje vladavine, Kitajska ne bo postala vodilna svetovna velesila. Kako gledate na ta problem? Ja, absolutno. Nobena vodilna sila še ni na lahek način prepustila tega svojega položaja. In temu smo zdaj priča, ravno s tem zasukom ameriške politike pod predsednikom v času predsedovanja Trumpa. In Kitajska se je znašla precej v novem, spremenjenem geopolitičnem položaju. Po drugi strani je pa tudi res, da Kitajska v bistvu nikoli ni pozabila izkušnje tega stoletja ponižanja in to je kasneje ves čas vplivalo na njihovo miselnost in jasno tudi politiko, zlasti na mednarodno
politiko. Tako da v bistvu Kitajska pogosto izhaja iz tistih premis, ki so se formirale v 19. in 20. stoletju, iz tistega časa, ko je bila ona na ponižni strani in se je morala boriti za preživetje. Brez tega je razumevanje Kitajske zelo težko in to se vidi v tem, kakšne komentarje lahko zasledimo, ki so dostikrat povsem diametralni. Po drugi strani pa mogoče otežuje samo razumevanje tudi to, da imamo opravka z zelo monolitnim političnim sistemom, ki je nepregleden, podoben je morda ledeni gori, kjer je 1/10 nad gladino in tam mi opažamo določene premike na političnih šahovnicah, neke poteze, ki si jih včasih tudi težko razlagamo, pri tem, da je 90% vsega tega, kaj se tam dogaja in v katero smer se giblje, je nevidno in je pač samo plod ugibanj. No, jaz se s tem strinjam, mislim pa, da je sedanja klima zaostrovanja odnosa Zahoda do Kitajske absolutno, jaz mislim, kontraproduktivna, da nas to nikamor ne bo pripeljalo, lahko nas to pripelje v neke vojne, ki imajo lahko globalne katastrofalne posledice in mislim nekaj, da je Kitajski potrebno priznati njeno mesto, ki danes gre, glede na njen gospodarski in siceršnji tudi civilizacijski razvoj. Drugič pa mislim, da ni tako nevarna, kot to trdijo nekateri jastrebi tam v Pentagonu. Zakaj? Kitajska ima 14 sosed. Od teh 14 sosed imajo 4 atomsko orožje. Z nekaterimi ali večjim delom držav nima urejenih ozemeljskih vprašanj, recimo z Indijo. Indija ima toliko prebivalstva kot Kitajska, že celo čez par let ga bo imela več. To pomeni, Indija diha Kitajski absolutno za uratnik. To pomeni, Kitajska nikoli ne bo mogla doseči takšnega hegemonizma, kot so ga doživele Združene države Amerike, oziroma kot ga vodijo, ker je ločena z 2 oceanama, z 2 vazalnima državama. Kitajska je obkrožena številnimi državami, s katerimi ima zgodovinske probleme, recimo Japonska, Tajvan, vse te zadeve. In še naslednji argument, sicer pred parimi dnevi so objavili poročilo, da se kitajsko prebivalstvo še naprej veča, ampak da bo čez recimo 5 let pa začelo upadati in dejstvo je, da Kitajska ima se že danes sooča s podobnim problemom, kot se ukvarja Evropa, da se prebivalstvo stara. Ti pa starim prebivalstvom ne moreš delati revolucij, ne moreš delati ekspanzionizma. In jaz mislim, da je zato tudi na Kitajskem, ker mi Kitajske ne razumemo, moram reči, tudi jaz, ko sem bil toliko let na Kitajskem, zdaj so se mi šele vprašanja začela. Nimam, včasih, ko sem prišel, jaz sem imel odgovore, zdaj pa imam samo še vprašanja. Zakaj? Recimo, jaz mislim, da je eden od vzrokov, ki je Zahod ne razume, je to, da Kitajska seveda zaradi danes tako hiti z gospodarskim razvojem, da bo postala razvita in močna država, preden bo postala zelo stara. To je eno od glavnih kitajskih civilizacijskih vprašanj, namreč populacija, nataliteta zelo pada, recimo na eno žensko pride 1,6 otroka, to pomeni, absolutno se kitajsko prebivalstvo hitro stara, to pomeni in tudi nekaj se Kitajski zelo malo prizna, da je Kitajska prva država na svetu, ki je izkoreninila najhujšo revščino in to letos. Sicer so standardi Kitajske, kaj je na Kitajskem revščina manjši, kot so standardi svetovne ali pa Svetovne banke. To se strinjam, za 10-20% so manjši, ampak ne glede na to, na Kitajskem praktično so izkorenili tisto najhujšo revščino. In danes, ko govorijo, sem prebral podatke, ko govorijo o Združenih narodih o razvoju in o odpravljanju revščine, 2/3
za odpravo revščine je v 2/3 zaslužna Ljudska republika Kitajska. Mislim, skratka, jaz mislim, da moramo priti v neko novo obdobje odnosov, bom rekel, problem je, da jaz mislim, na Zahodu ni nekega državnika kalibra, bom rekel, Brandta, nekoga z enimi dolgoročno zgodovinsko vizijo, ki bo začel neke vrste nov detajl s Kitajsko. To pomeni, mi moramo se povezati s Kitajsko, z njo sodelovati na enakopravnih osnovah, jaz se to strinjam. Kitajci morajo spoštovati vse patente in tako naprej, to se strinjam. Ampak vendarle Kitajsko je potrebno sprejeti kot enakopravno silo. Zakaj? Če se to ne bo zgodilo, se nam bliža svetovna katastrofa. Zakaj? Ker brez Kitajske ni mogoče razrešiti svetovne okoljske krize oziroma pregrevanja ozračja. To je pa tisto vprašanje, ki je poleg morebitne potencialne atomske vojne bistveno vprašanje današnjega sveta. Če ne bomo zaustavili tega pregrevanja ozračja, okoljske krize, potem je adio mare človeštvo in to že v roku 50 stolet. In tukaj je kitajsko sodelovanje bistvenega pomena. Zato jaz mislim, da namesto tega, da se razvite države oborožujejo, kregajo, delajo vojaške načrte, gor dol morajo začeti sodelovanje na enakopravnih osnovah. Jaz se tudi strinjam s temi ugotovitvami, ki so dejansko vizija ene boljše prihodnosti. Po drugi strani pa je res, da smo v zelo nevarnih časih in mogoče ni pravilno tisto razmišljanje, ki misli, da če ena vodilna sila menja drugo, da je to nujno enak tip hegemonizma, kot smo ga poznali do zdaj, ampak da je dejansko naj bi bil prehod v nek bolj multipolaren svet, kjer se ta razmerja sil nekako bolj uravnotežajo. No, jaz mislim, da bi s to mislijo, da mora svet postati mnogo bolj multikulturen, multicivilizacijski, lahko današnjo oddajo končava. Drage gledalce in dragi gledalci, to bi bilo za danes vse. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa.